Ja, najbolje, da kar začnemo. Zdaj, če ste dobro opazovali, video spot ste verjetno že prepoznali našega osrednjega gostja. Matjaž je z nami, lepo pozdravljen. Lep dober večer. Bi rekel, šef skupine Chateau, glavni... Pa dva šefa sta, kao. Ampak ti si bolj tako, bi rekel, se predstavljaš na okolje... Medijski bolj. Medijsko si izpostavljen, ja, bla, pa finance ima pa Džoko čez. Ne, ni res, no ja, mički čeno. Džoko ima glasbo čez, jaz pa bolj tako, kot ti pa jaz. Tako. Zdaj nekaj časa se že nismo videli, od takrat se je mnogo stvari spremenili in po, bi rekla, 10 letih si se s fanti zmenil in videla smo prvi ta udarni projekt, ki je bil izdan aprila, pesmi nove, pesmi stare. To je verjetno tak nek povratek s takim komadom, ne? Moram reči, da, dobro si to rekel, moram reči, da ta komad je skoraj tako malo izven koncepta Chateauja, ker je tako malo liči na Black Sabbath, skoraj tako malo, vsaj to je meni sicer všeč. Ampak je rockersko, udarno. Ampak pol je pa refren, pa to je pa, smo pa Chateau, no, in jaz pa Zvone, ja, tako si rekel, smo se pač rekli, lepa, ne moramo zdaj mi kar v luft gledati, nekaj moramo delati, sej, pustimo denar. Zadovoljstvo, leta so tule in neko dušo imamo, ne, in ne vem, zakaj pa ne bi. No in smo se odločili, pa smo dobili ekipo, čist druge člane. Imamo dobrega tekstopisca Borisa Vratanarja, ki nam, jaz mu rečem, to približno to bi imel, pol ure včasih reče, poglej tole, pa tak naprej. Tako da ja, ekipa, jaz vokalno, tudi malo kaj prispevam pri aranžmajih, Zvone glasba, Boris besedilo in ostali trije člani, moram reči celo, da imamo zdaj tretjega člana, klaviaturista Robija iz Humarja, iz bivši rock and band, dečko pravi, pa sta še pa tule Marin Janez in pa Časlav Bojček. To je Boštjan, pardon, se pravičujem. In smo dobra ekipa, fajn delamo, zdaj celo nekaj še malo akustika varianto tudi, ker so zdaj te mečkini špili, mehni lokali. Tako da ja, na vse smo pripravljeni, samo who knows. Malo razmer omejuje, da bi še bolj na polno našli, ne? Ja. Te bom pa kaj direktno vprašal, zakaj ste čakali 10 let? Ja, ne vem, kaj pa vem, jaz konc osebno jaz službo imam, še zdaj grem zvečer v službo. Vsi ostali, ne? Zvone je pač v studio, dela glasbo za druge, to je njegov job, potem so pa ostali so pa tudi v službi, tako da nič kaj takega, ampak veže nas neki, ne, veže nas muska, prijateljstvo, to je to. Se v teh 10 letih tudi sam kaj ustvarjal, delal? No to pa ja, sem prej rekel, da smo bili 14 dni nazaj tukaj z Brigito Šur, ne, to ni 14 dni, je koliko že 3 leta. Ja, vidiš, isto v studio, vem, da je bilo za Valentino, se mi zdi zaljubljeno, ne? Ja. Točno. Ja, tak hiter cajt gre, ne? In, pač energije imamo in zakaj pa ne? Zdaj, kak je pa s koncerti, je pa Hudičevo face zdajle narobe, ne? Enega ste že imeli, ne? Ja, v Velenju je bil in moram reči, takrat je naša kao na novo, ne? In moram reči, da je zelo bilo v redu, čeprav moram ti povedati, da smo imeli malo treme. Aha, po tukem času, ne? Ampak, ko to zalaufaš, pa to gre. In je šibalo in moram reči, bi so dobro odšpilali, meni je tudi neko glas šel, tako da ni bil problem. Si doma malo povado. Dejmo čim več. Kako ste si pa zdaj vi to zaštartali ta nov projekt, kaj je v bistvu, dobro, danes smo sicer še en komad videli, ampak na grobo, kaj se še obeta? Ja, v bistvu moram se, se pravim, komadi se delajo, zdaj že imam enega spet v zadnji, oziroma dva že kar. Album se pripravlja. S tem, da se veš sam, single po singlu, ne. Zdaj imamo zdaj tale nova Zvezde vedo, ki se je zelo dobro primo. Pa imamo pa naslednjega S solzami v raj. Ta je pa tako podobna, mi smo bolj baladni rockeri, vse ko je šus, smo videli. Ampak ko je pa balada, je pa balada. No in ta ki bo S solzami v raj, se mi zdi zelo dober tekst od Borisa in
To je nekaj fenomenalnega. Gač pa ja, tole sem zelo ponosen na tole. To je pa izdelek, bi rekel, nekega našega dela. Nebestov šato pomeni naše delo. Tam gor je, ne vem, so komadi Mlina na Muri, Gremo v nebo, Pobegniva, Lola, Objemi me, Zaradi tebe, Avantura, Tanja, no pa sta pa dodatek Zvezde vedo in pa pesmi Sanje, kar smo pa dale slišali. Seveda udarna Mlinar, s tem se začne, da se ljudje ugrejajo. Tega tudi najbolj pa ni ponavadi prvi komad. Ne? Ker ni, to ni tako bolj nežnje. Tako da, prej kaj drugega. Je pa ponarodonelo, kako se že reče, ne? Ponarodelo. Otroci pojejo baje v šoli, to sem pa zelo vesel. Mi smo tudi peli, veš? A res? Mi tudi osnovno. No, to smo velasno. Zakaj pa? In tudi hvala Tomažu Dencelju glede za lep tekst, ki ga je priredbo naredil, tako da fajn. Zakaj pa vinilka recimo, ker vsi devajo neke CD-je, pa ključke, ni pa vinilka, ne? Kaj jaz pravim, vinilka je pa to eno tako sem rekel, minulo delo, ki ga pa ne moreš kar takle copy-paste narediti. In to je res takle, se reče, doma nimamo štanc takih mašin. Zdaj pa tizga, ko zanima, jo bo že vzel, ne? Kako se da pa to recimo dobiti za tiste, ko že zdaj ni v prodaji. Je v prodaji tako lokalno, moram pa še to povedati, no. Biki Oco Music nam je pa tole izdal, ker brez njega najbrž, ne vem, če bi kdaj sploh to izdali. On je imel pa tok, a ne, je rekel, pa bom pa jim tudi tule lepo piše, on se pa hvalja z vinilkami in rekel, pa bomo. In moram reči, da zelo veliko povpraševanje. S tem, da prodaje pa ni, no. So naročila itak na Facebooku, Šato stran, moja stran, Biki Oco stran, tako da ja, se da dobiti. Super. Jaz predlagam, da prej nadaljujemo pogovor, tudi za to vinilko in vašo obletnico tudi nazdravimo s temi emo-lončki, ki jih imamo tule, da sprobamo, če to zadeva dela. Tudi podarjamo lonček, evo, na zdravje. Kaj pa je not? Voda. Super se pije. Čak, samo o emu to časih, pa niso vode pili. Ja, to so bili drugi časi. Vam emo posodice, evo lonček, evo, cool. Prvi, ki nas pokliče, ga dobi in seveda tudi obvezno vprašanje za Matjaža, karkoli ga lahko vprašate, pripravljate tukaj. Zdaj, mislim, da smo vmes že dobili eno sporočilo. Bom povedala zdaj, kaj je verjetno za tebe, ne? Pa poglejmo, nekaj pa res. Okej, celo lepo bi pozdravil Matjaža Janez iz Gomilskega. Tako da Janez, pozdravljam tudi ti. Žal, brez vprašanja. Vse to je veliko. Ja, ta drugo vprašanje pa je, zdravo, kateri vaš komad vam je najljubši, te posebno, kateri pa nasplošno izmed vseh. Lep večer, Mateja. Evo, Mateja tudi. Lep pozdrav, čau Mateja. Bodi srečna, kjerkoli si. Osebno, težko reči. Mlinar po svoje, Objemi me, spet po svoje, Tanja mi je pa tako. Čeprav, ko smo snemali Tanjo komad, smo prvo menili Sanja. Pa meni vokalno ti S ali pa T je čist drugače zapet, ne, in visoka je malo bolj visoka in je ostalo pri Tanji. Tako da vse Tanje in Sanje lepo zdrav. Evo tako, prvo nagrado smo podelili, Mateja je dobila okusno pico, lonček še čaka in pa bon za striženje. Zdaj pa mi preden se gremo pa res ne zdaj lotili, pa tudi, ne vem, a si gledal kaj naš oddajo v letošnji sezoni? Veš, kaj te čaka? Gledam, kolikor gledam. Zelo sem zaposlen človek, delam sicer v elektrarni, fajn firma, kakorkoli je že navzuni, super in lepo pozdravljam. Drugače pa malo elektrike popoldne, malo električar sem pač, pa muska. Se pravi, ne veš, kaj te čaka zdaj, ne? Zdajle me čaka služba. Sredi pogovora te čaka namreč glasbeni kviz. Tako, ja, zato sem te poprašal, če si kaj gledal, če si se kaj pripravljal doma. Ok, zdaj imaš na izbiro dva glasbenika. Prvi je Zoran Predin,
Drugi pa je dr. Alban, katerega boš izbral? Pa bom že Zorana Zokija. Seveda. Evo ga, gremo. 3 vprašanja, zahtevam točen odgovor. Koliko je Zoran Predin danes star? Če sem jaz toliko, pa če smo skupaj špilali, a je okrogla, a lahko mislim malo... To bom povedal, da prvo moraš direkt povedati, pa bom bolj pomoči. Ne? Čak pa bom, kar nam brzim. Da ga ne bom... Ja. 68. 68? Ne, 68 pa ne bo držal. 60, 63 ali 65? 63 ne, pa je pa 65. Je pa 63. Zoki, sorry. Upam, da ne gleda. Ne? Koliko mlajši od mene, čak pa to pa zdaj ne zastopim. Ja, očitno leta... Ok, zdaj, mogoče boš pa to bolj vedel dobro, zdaj nič točk, ne? Kaj pa, ko bom imel točke, kaj pa pol ne Na lestvico se upišeš. Sicer je res, da je 7 točk trenutno vodilni, tako da žal 7 točk ne moreš, lahko dobiš pa 6. Ok, drugo vprašanje. Veš, da je začel skupino Lačni Franc. Seveda. Ok, zdaj me zanima samo letnica ustanovitve te skupine. Spet smo tam letnica. smo Čakaj tam. malo, zdaj pa takole. Če smo mi še to začeli 86, 87, se pravi, so oni bili pa še mečkem prej. Oni so bili prej, tako? Tako, ja, malo pod 80. Ja. In to kar... Smo že kar blizu. A smo blizu? Smo kar blizu. 78. 78? Ja. Spet. Ne, 79, 80 ali 1. To je tu en mesec, pa nekaj smo zajebali. Sorry. Ko boš rekel? Kaj zdaj? A ja, 79, 80 ali... Ne, 78 ni, ne? se pravi. Pa 79? Ja, pa 79. Evo, to je to. Kar je pa res. Malo si se zakalkuliral. Lej, Ena točka, evo, lestvica. Moram ti povedati zato, ker mi smo danes prišpili na istih odrih s tem, da Ja. zato sem se prej malo za Zokija mečken unesel, ker iste odre pa se mi zdaj mečken starejši. No. Ja. In zato sem zato skalkuliral in tu imaš. Mogoče za konec še najlažje vprašanje, tako Lepo, da prosim. mislim, da 3 točke bi tole mogli iti. Slovenija gre naprej, himna, fuzbal. Tako? Kdaj? Letnica? Ja. A Zdaj, Kdaj je bilo to? Kdaj Slovenija gre naprej? Kdaj je to bilo? 91. Kako? Ne, 91 je bilo. Takrat smo šli na Evropsko prvenstvo, ne? Tako. Zdaj več A ja, pa ne smem pomagati. čak, zdaj To je bila himna, ne? Slovenija Ja. gre naprej. Zoran, Predin, Kreslin, Lovšin. vem, to mi Evo, je vse kdaj? jasno. Samo letnica me zanima. To bi mogel sprve. Se pravi, 91 je bila vojna, Zdaj smo bili šli pa kaj na pa- Evropskem prvenstvu. se gre to zdaj, je spet moram malo računati. Aha. Je bilo pa 2000, ne, kurva. Zdaj tisti, ko gledajo šport, naj ugasnejo. Ne, veš kaj, športni glih. Aha, ful fuzbala nisem. ne gledaš. Takrat si Ne, gledal, ne, verjetno. zato me je vse zanimalo, ampak čakaj malo, čist malo mi namigno, no. Vse ti bom povedal, sam zdaj zahtevam točno odgovor. Ne točen, malo, Taka super glavne letnica. 2000 je že bilo, ne? Itak. Ja. A veš, koliko je bilo? Zdaj pa Bili smo pa... Kak? 17. 2017? Ne, predal sem šel. Veš, koliko je bilo? 5, tam nekje. A bilo? Moramo povedati, da po čez 4 leta smo bili pa tudi na svetovnem. Ja, Tako to je da- pa pol čez 4 leta, ne? Ja, Pa pomeni... več pa ne štiri- morem pomagati. Pa pol je pa Sem pa že tu. 2000. Zadnji govor. Ful, Žal ful, ne. Sej vem. 2000, 2001, No pa blizu sem bil. To je 2003. skoraj... A res? Kdaj? A ja, 2-1, 2-3. Ali pa 2000. Kdaj je bilo? Ti si rekel 2002, ne? Ja. 2000, Aha, zdaj je pa middle. Ja, Aha. 2000, 2001. 2000. Tako je. To je bilo zelo lahko vprašanje. Seveda, moja hčerka se je rodila 2004 smo bili pol. Tjaša, lepo zdrav. Sorry, se pravičujem. Gledal sem pa, 100%. Ja. In navijal sem. Ker po čez 4 leta smo bili na svetovnem, ne, in tako Štiri. naprej. Ne. Tako. Ja. Potem pa pauza, pa spet na svetovnem. Ne. Točno tako. In s tem se nažalost že dolgo zaključili. Ne. Ok, lej. Športniki Dve- se malo pravičujem.
2 točki, boljše 2 kot nič, ne? To je res. Ne? Ok, dajmo še, mogoče nismo nič za ta komad pesmi, nove pesmi, stare, nismo nič povedala, zakaj se gre, v čem gre komad, malo čist na hitrco. Kaj nam V sporoča? bistvu je, tematika je, tako bi rekel, skozi v glasbi, v našem repertoarju, bog ne, se veže nekako na ljubezen. No? Pesmi nove, pesmi stare je pa pomeni tisto, ko si vse to bi Boris boljše vedel, ne? Ja. Ker on to piše, ko si razočaran, so ti pa pesmi in prijatelji vse. In to tudi pove. Ti dobro veš, kam hodi pot, pa tako naprej. Praviš, da greš. Se pravi, ljubezenska tematika, ampak se vrneš nazaj k prijateljem in glasbi. To je to. Vmes še eno sporočilo, ja, ti si danes kar popularen, ker punce pišejo. Jel ti? Pozdravljena oba, dragi Matjaž, kdaj bo ugledala luč nova? Lep pozdrav, Janja. Plošča? Ja, verjetno. Najbrž. Verjetno Vse sem rekel, prej sem omenil, ja, se pravi, komad po komadu počasi, nič se nam ne bodi, zato ker zdaj sta šla ta 2 komada, videospot, tretji komad je že na sporedu, Solza mi v raj, zelo dober tekst od Borisa, se ga že veselim, da ga v bistvu je že posnet, sam ven ga še ne damo, zato ker Prehiter, ne? eno po eno. Ne? Zato, ker pa bi, ne vem, včasih se je zgodilo, da smo CD izdali in pol je že rekel urednik, kdaj pa drugega že načrtujete, ne? Če še pa ta ni ven šel. Tako da single po singlu, sporedno z videospotom, kar je zdaj to normalno, YouTube, vse more biti. Tako da, ja, delamo, imamo materijala za dost. Se pravi, tam nekaj pomlad mogoče. Zdaj, oba spota, kakor sem malo pogledal na YouTubu, oba imata že več kot 6000 ogledov, verjetno zadovoljiva številka, ne? Za mene za dost. Če gledamo, da je ta drugi, ki ga ima danes pogledali, v parih dneh, v 2 tednih v bistvu, ne, že isto gledal kot on, ki je 4 mesece nazaj, se pravi, da je tam očitno še... Očitno je kar dober nared. Sej, videospot sam Ni kot recept, sam, moram reči, da smo snemali videospot v stari elektrarni, Velenjski. Oba? Ne, tega zadnjega. Drugega, ne? In se moram zahvaliti, kljub temu tudi firmi Firš, da so nam štrom posodili, ker tam je vse mrtvo. Samo objekt, premogovnik, ki nam je mogoče sploh objekt, pa ostali sodelavci, ki so sodelovali zraven v videospotu. V glavnem produkcija je pa naša, ampak ne zvone, Hranec dela tudi videoprodukcijo doma in se potrudi in naredimo nekaj. In za malo bolj bi rekel majhne denarje, ker problem je danes posnet nekaj, dati nekaj, zdaj pa kam dati. Ja. Hvala vam, da sploh povabite, a ne, tule je izdelek, kam ga pa zdaj dati, ne. Ne vem, rockerska scena je žal Najlažje z nastopi, zatonu. Ja, zdaj teh pa ni že 2 leti. Pa ni, ja. Evo jih pa ni in kam zdaj, komade, da včasih je bila sobotna noč, roka, video stopnice, video špon, zdaj nič kaj dosno. Tako da mi se pa trudimo in delamo in ko bo enkrat vsega tega konc, bomo pa šli naprej. S koncerti na polno. Zdaj, omenil si to elektrarno, recimo, ne? Zelo zanimiva lokacija, Ja, zelo. to je verjetno zaradi nostalgije ali pa še Pa tu je ambient rockerski čisti, vse tam čisto odkrito povedano je, tam so bili že Tabuji, Res Nullius, ja moram povedati celo, da sta 2 člana bivše skupine Res Nullius, naša člana, basist in bobnar, tako da ja, no, to je bilo neka taka scena, ko privlače, tako one stare ketne pa... Ja, to je tak tisti Čist, dark stil, čist, prašno, čist dark. umazano. Ja, Zvezde vedo, ne, je ta naslov, Točno ne, tako. uradno, ne. ja. Ta je pa bolj neka druga sporočila. Ta je pa bolj baladna, ta je pa res taka zelo čustvena. Ne vem, kaj Teddy Boris mislil, ampak tako kot mi dva. Mislim, to je že spet tematika, ki nas nekot na še to veže. Ne. On tudi dobro ve, kaj mora napisati in tako bo naslednji Solza mi v raj, čuje se tak, ne. Ampak ne bo ti hudo
solzami. Bo pa dobro. A spominja na kjer komad, ko ste ga že naredili, recimo? Jaz solzami v raj, recimo, ko bo me gre na, kako bi rekel, objemi me, recimo. Aha. Ampak bo malo bolj trd. Še vedno bo imel tisti, kako bi rekel, ala White Snake, tu nekje, ampak ne bomo se primerjali z njimi, ker raj ne, no. Ampak nek stil tak je, no, melodični, zelo zahtevna, zelo visoka, meni vokalno, ampak dobro naredil. Vse vokale sem sam posnel, tako da... Se je tudi kaj pri besedilu pomagal ali je v bistvu to? Ne, ekipa. Se ne spuščaš? Ne, se sploh ne spuščam, jaz samo pregledam to, mogoče rečem Borisu, to, on takoj čenč naredi, jaz to ne znam narediti, ker eni so za to, eni pa za drugo. Ja. Vsak ima svoje področje, ne? Tako da se že veselim že tudi tega komada. Rekla smo pa, da bo to v bistvu naslednjo leto enkrat, ne? Se pravi februar, marec, verjetno? Ja, zdaj pa to tek na leto, zdaj pa, tako smo se prej pogovarjali, single po singlu gre, ne? Zdaj, če bi tega, pa že kar, pa drugega, se pravi, eni še tega ne bi zasledili, pol je, pa nisi nič naredil, ne? Zdaj pa sploh v tem cajtu, ko je tale neljuba korona, dobro, Ja. nekateri poslušajo, s tem na Mladina, tam na Mladino mi zelo malo računamo, zato ker to je zdaj Katera je vaša starostna skupina? Ja, čist, bi rekel, ne vem, tam naše, oziroma malo manj generacije. Se pravi, tam 16-letnik, 62, tu nekje 70, ampak pa se pa nekje neham. S tem, da sem bil pa presenečen zanč, glih za tole ploščo, sodelavc pravi, priješ k meni v pisarno nekaj pač, takle 2 plošče, pa pravi podpis, pa posvetilo, prosim. Sekam, zakaj imaš pa 2? Za mojega sina. Za njegovega sina, ne mojega. Sekam, res, rekel, strogo, vse na pamet zna. Sekam, če bi si tegli, pa bi pa tudi rockerska scena malo bolj laufala. Ja, res. Tega, ja, ne, jaz nimam nič proti harmoniki, davču tega, ampak veliko več oddaje narodne zabavne. Ne, Tega je ogromno, ja. Ja, s tem, da zdaj, če smo pa neki imič, recimo rockerski, je, ne vem, strgane, ne vem, nekaj takega. Narodno zabavni, isto, strgani, nič več uniforma, karkoli že, kapo dol Slavcu, pa Avseniku in Lojzu, pa takim, a ne, to pa zdaj, to je zdaj rato, zdaj pop, sorry. Pop, čista pop muzika rato. Pop, narodno zabavno, neka Tu nekje so, ja. Pa kar neke kombinacije delajo, z unim, in vse je kar... Ampak to je, prosti, to za mene muhe enodnevnic. Projekt z unim pa gre. Kje pa ti vidiš rešitev, da bi se to malo spremenili? Jaz to... Veš kje? Tako ste vi, mediji, samo mediji. In več predvajanj, ne? Ne vem, koliko mailov smo že pošiljali tam. 35 let delovne dobe imamo. 35, to smo pozabili, Ja. zdaj že kar... 35, no, s prekinitvijo. Tudi štev sem, koliko članov je bilo. Enih 25 sigurno. Vmes. Vse zamenjali. S tem, da jaz pa zvone, smo pa Od štarta, ne? zgodovina. Ne data se, ne? Ne. Pa Kje tudi še dolgo ne. se lahko to sploh ustavi? Zdaj smo na 35, do kam se bo to peljali? Če se v Rolling Stonesi ustavili, pa se bomo mi tudi. To je to. Nikoli. Dok ne bomo šli nekam. Kakšni so bili pa zdaj recimo odzivi, ko ste dali recimo lansirali Zvezde recimo 4 mesece nazaj? Sploh na Zvezde vedo, je velik odziv. Ker prvi komad pesmi nove je tako malo bolj, vse se rekel Black Sabbath varianta, vsaj muska. Drugi je pa čist naš šatojevski, je pa res, moram reči, odziv perfekt. Tako da sem vesel. No, super. Ne spreminjamo pa muzike, ker enkrat sem se zvone to menila, če bi malo drugače, pa bi, ne vem, vsega, pa to ni več o to. Dajmo isto špuro, vse in to. Kar bo, ne? Ja, Zvone je glasbenik in naj tisto dela, kar je, jaz bom pel tisto, kakor sem, ne vem, malo se da, gor dol in to je to.
ritem, spevno. Brian Adams recimo je naš, Whitesnake, tudi status quo je že malo drugače. Tu nekje smo, Def Leppard, to je to. Ja, upam, da se, tako se rekel, ta vaš projekt napolno zaštarta, da se vidimo spet na odrih, ne? Res. In seveda z novim komadom spet v naši oddaji, ko Točno bo. tako. A ne? Tako da jaz vas želim res veliko uspeha v nadaljevanju, Pa čim prej na odre. pa čim prej na odre. Tebi hvala, da si prišel. Tudi tebi. Hvala tudi televiziji Celje in res tebi še enkrat osebno tudi vsem, ki se trudite z mano danes. Enkrat če tole, lejte, če bo slučajno kdo, koga zanimala tale plošča, Big Jocov zadnji, piše Big Jocov Music na Facebooku ali pa še to, tudi Facebook. Lejte, poslušajte, še to. Mogoče ena misel za konec in potem si ga kar spot pogledati. Pesmi nove, pesmi stare, kdor poje, zelo ne misli. Pa long live rock and roll. Tako, super.